Agenti tajne službe, ki so zadolženi za varovanje Naomi Biden, 29-letne vnukinje predsednika ZDA Joea Bidena, so v nedeljo streljali na 3 moške, ki so poskušali ukrasti njihov avtomobil. Še dobro, da avto takrat ni čuval dedek Biden, ki pa bi ukradel in avta in njega. Na Dunaju so svečano odprli novo fontano, s katero so obeležili 150 let dunajskega vodovoda. Župan je zanjo plačal 1,8 milijona evrov. Politiki so ob odprtju pozdravljali izjemen dizajn. Ja, se je izjemen. Javnost pa je nasprotno mnenja, da gre za najgršo fontano vseh časov. Večina se je zgražala tudi nad zneskom, ki ga je mesto za fontano odštelo. 1,8 milijona evrov je sicer podoben znesek, kot ga je hotel Marjan Šarec plačati za TV-šov Vojak v akciji. Po novem naj bi denar iz ponesrečenega razpisa namenili istim dunajskim arhitektom za promocijsko fontano neznanega vojaka. Iz Francije pa poročajo prav v filmskem ropu. Tatovi so ukradli 2 tovornjaka, polna šampanca Moët in Chandon, v skupni vrednosti 600 tisoč evrov. Policiji je tatove uspelo izslediti na avtocesti, kjer so potem dragoceni tovor res našli, tatovi pa so ušli. Če bi se podoben rop zgodil v Sloveniji, bi verjetno našli tovornjak, ne pa tudi vina. Bi pa zelo hitro izsledili tatove. V italijanskem mestu Ladispoli blizu Rima je paniko povzročil lev, ki je pobegnil iz cirkusa. Leva, ki se je brezskrbno sprehajal po ulicah, so policisti izsledili, uspavali in ga vrnili lastniku. Po vseh slovenskih vaseh se ne sprehajajo levi, ampak medvedi. Njihov lastnik pa ni cirkus, ampak država. Problem je v tem, da jih lastnik noče nazaj. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.